Lep pozdrav, dobro jutro. Ja, jaz sem danes že kar hitro začela. Sicer zdaj urejamo visoke grede, presajamo, nova zelišča, sadimo. In sem postala malo lačna in se mi je malo zaluštalo vsega skupaj, da bi nekaj na hitro pojedla. In ker smo zunaj, kaj zdaj? Ja, veliko rastlin raste, takole divje rastočih, ki so užitne v raznih solatah, v raznih namazih, naredimo si lahko kakšne smutije, pesto. In trenutno, kar lahko zdaj naberete, je že precej velik izbor teh rastlin. No, pa da vam jih malo pokažem, katere. Evo, tole je že moja sklečka ene take divje solate, malo pripravljena. Kar na hitro sem si nabrala, seveda, trobentice. Potem imamo, ne vem, poznate, o tej rastlini smo tudi že nekoliko govorili. Tole je regačica. Samo da jo malo lepše izostri. Evo, regačica. Takšna je pri nas, še zelo mlada, zelo dobra zdravilna rastlina. Najbolj poznana seveda kot plevel. Predvsem pa zdravilna zato, ker vsebuje izredno veliko magnezija in že nekje, če pojemo 50 gramov ene takele solate, skledo takole solate, zadovoljimo po nekje 20 do 30% magnezija tiste dnevne količine. Tako da se zelo splača, da se malo potrudite, poiščete te zdravilne rastline. Seveda vmes je še regrat, tega tako bolj kot ne vsi bolj poznate. Potem je tale škrlatna mala kopriva, mrtva kopriva. Tale ima izredno veliko vitamina C, je pa tudi malo bolj grenka, torej vsebuje te grenčine. Pa kljub temu je zelo fajn, da jo dodajate k solati, ker pomaga pri odvajanju vode iz telesa, pomaga pri slabokrvnosti. Tudi nekako prihaja ta čas te spomladanske utrujenosti, ne? In ponavadi se nam zdi, da nismo pri volji za ničesar, nikakor se ne moremo spraviti k delu. Tako da takšne mlade rastline, takale skleda mladih rastlin nam zelo dobro pomaga pri premagovanju te spomladanske utrujenosti. Pri spomladanski utrujenosti gre predvsem za to, da nekako čez zimo smo jedli bolj težko hrano, masno hrano, in smo nekako, bom rekla, zapacali naše telo. Zato je dobro, da zdaj spomladi, ko so takele lepe rastline, evo tule imam en takle regrat, naberemo te mlade liste, jih dodamo k solati, pojemo. Kot sem rekla, imam še trobentice, tule imam še grenkulico, tale sicer še ne cveti, pa evo lakoto. Naprimer lakota, to je tale mala, tista bela plezajoča lakota, zelo dobra za naš prebavni sistem, odlično čisti. Vse te rastline pa tudi dobro prispevajo k izboljšanju dihal, torej tudi čistijo dihala. Tamle vam želim pokazati še eno rastlino, katero bom tudi dodala, predvsem zaradi svoje pikantnosti, da dodam jaz tele svoji solati malo nekaj, ne zdaj preveč pekočega, ampak nekoliko bolj pikantna bo, dlakava penuša. Tole rastlino mislim, da smo tudi že predstavljali, da pogledate naše posnetke, ampak kljub temu vam jo želim pokazati, ker precej ljudi jo še vedno ne pozna. Torej, dlakava penuša, odlična za naš prebavni sistem, za želodec, črevesje, torej nekako tudi pospešuje prebavo in pa, ker je seveda spomladanska rastlina, dobro čisti naše telo. Takole, ne bom pobrala cele. Vsi te rastline seveda poznamo bolj kot ne, le kot nekako kot pleveli, in jih radi pulimo. No, tlele zraven pa vidite še
to pa mislim, da kar bolj kot ne vsi poznate. Domače se reče špehovka. To je tudi en tak regrat, nekoliko bolj mesnate liste. Te mlade liste lahko brez skrbi takole poberemo, dodamo v solato. In solato najboljše kar začinite potem mogoče s kakšnim česnovim prelivom, zelo dobro paše, ali pa če dodate kar olivno olje, mogoče malo kisa, začinite po svojem okusu. Tako, jaz bom dodala še tule malo mladega rmana, vidite? Tile rmanovi listi so zelo dobri, predvsem seveda kot rman nasplošno deluje dobro na naš želodec, tudi na dihala, tako da tele mladi listi sploh niso grenki, so zelo dobrega okusa in jih sploh v bistvu ne opazite, da so v solati. Tako da nekako ni samo zdaj regrat za solato, ampak so tudi, poglejte, kak je lepa pisana solata. Zelo dobra, prijetna na pogled in zelo, zelo zdravilna. Tako da, lep pozdrav!